Dober večer na prvem predavanju ciklusa predavanj filozofskega odseka Slovenske matice. Ciklus smo naredili, da bi se nekako v besedi in v osebi, ne pa samo preko Zooma ali pa preko nekih omrežij digitalnih pogovarjali o filozofiji religije in podobnih temah, ki jih pokrivamo na Slovenski matici že kar nekaj desetletij. Ciklus je zasnovan kot eno predavanje vsak mesec, najprej oktobra, potem novembra, decembra, januarja, februarja, torej 5 predavanj. Današnje predavanje bom predstavil takoj zatem, samo še ostale napovem. 25. novembra bo predavala docent dr. Nina Petek o indijski filozofiji. 17. decembra bo predaval profesor dr. Borut Šlaj o kvantni fiziki med dejanskostjo in stvarnostjo. 21. januarja bo predaval profesor dr. Branko Klun o vračanju religije v sodobni francoski fenomenologiji. In pa kot zadnji bo 18. februarja predaval docent dr. Gorazd Andrejč tudi o kvantni filozofiji, tokrat malo drugače, z naslovom Kvantnega monizma do etike, kritični osvrt na ontološki obrat v filozofiji kvantne mehanike. Danes pa tukaj med nami pozdravljam docent dr. Luka Trebežnika, ki je znanstveni sodelavec na Znanstveno-raziskovalnem središču Koper na Inštitutu za filozofske in religijske študije in pa tudi prodekan na Fakulteti za humanistiko ISH Univerze Alma Mater Europaea, kjer je tudi docent za humanistiko in vse, kar je povezano z filozofskimi in religijskimi temami. Naslov njegovega predavanja je Religijske razsežnosti digitalnega kapitalizma. Več bo seveda povedal dr. Trebežnik sam, nekaj besed o njem kot doktoriral je na Teološki fakulteti iz Derridaja, ukvarja se z sodobno filozofijo teologije, filozofsko teologijo, z vprašanji religije in teme, mislim, da jih bo predstavil danes zelo lepo, kako kažejo polje njegovega zanimanja v okviru sodobne filozofije in pa seveda tudi teologije. Tako da vabim ga k predavanju, trajal bo približno slabo uro, torej potem pa imamo možnosti tudi za nekaj vprašanj, seveda in diskusijo. Hvala lepa. Super, hvala lepa za organizacijo dogodka oziroma celotnega cikla. Tudi za krasno predstavitev in uvod. In res, jaz se ukvarjam z, rečemo, razmerjem med vero in razumom v zelo različnih konstelacijah. In ko to preučujemo, zelo hitro opazimo, da religija kljub vsem tem sekularizacijskim tezam in razglasom o njenem koncu še zdaleč ni izginila iz zahodnih družbenih kultur, ampak mogoče celo bolj živa, pa bolj pomembna kot kadarkoli. Res pa, da se nahaja in kaže v zelo različnih oblikah in tudi nekih transformacijah. Tako bi rekel zdaj pač, da tudi tam, kjer mogoče pričakujemo največje religije, se zdi, da malo že izginja, in tam, kjer pač mogoče niti nismo pozorni, bomo rekli zdaj o nekih kapitalizmu, zdaj v ekonomskih sistemih, pa se zdi, da je čezdalje več nekih religijskih elementov. In zelo konkretno bom zdaj jaz tu govoril predvsem o veri, recimo, ki napaja neke te procese. Seveda, to se je še zlasti razkrilo zdaj z neko, bomo rekli, postmodernim bančništvom, ki nima nobene več realne podlage, ampak deluje res bolj na digitalni, nematerialni osnovi. In če sprejmemo tezo, da gre pa za nek veličasten metafizičen sistem, zelo živ, zelo vztrajen, zelo navzoč v naših življenjih, potem se zdi, da je potrebno, in da bi razumeli mogoče, kako je zgrajen in kako pač, kakšne razmerje v njem znotraj, recimo, nekih opozicij, recimo gotovost, negotovost, potem nanašanje na resničnost, načini vrednotenja, oblastniška razmerja, hierarhična ureditev stvarstva in tako naprej. Tako da jaz bom zasnoval ali pa poskušal zasnovati z opiranjem na neke
teoretike, ki so recimo že 100 let nazaj to artikulirali pa prepoznali, bom poskušal zasnovati nekaj, recimo temu, hermeneutiko nekih zaupanskih praks in struktur, ki napajajo sodobno zahodno resničnost. In to, da bom prepoznal vero recimo zdaj v kapitalizmu tudi, v nekem bančnih sistemih, v recimo trgu kriptovalut, to ne pomeni, da gre za kakšno izjemo od drugih. Ne, vera je v vseh medčloveških odnosih. Toda zdi se, da je celo v običajnih religijah manj vere, kot jo je danes ali pa potrebne manj vere, kot jo je danes v nekem bančnem sistemu. Celo, da bi rekli, da pač tradicionalne religije vseeno temeljijo vsaj na nekem večji meri razumu, večji meri na nekem materialnosti, večji meri na nekem na neki konkretizaciji, na živi prisotnosti, kot pa pač recimo zdaj to, kar bi naj razumeli kot neko postsekularno resničnost. Začel bom razmišljati najprej z navezavo na slavno tezo Walterja Benjamina, ki leta 1921 poda kar enačaj med to reče, da je kapitalizem, da je religija. Torej, v tem nekem fragmentu, ki samo zasnuje to svoje razmišljanje, poda enačaj. Reče, da ne samo, da je kapitalizem religija, ampak da je celo najbolj, bomo rekli, radikalna, tako podobno, kot sem zdaj v uvodu nakazal. In tu so njegove teze se zdijo tako malo, bi rekel, preveč na hitro navrženo, oziroma pač, ker gotovo moramo vsaj redefinirati potem, kaj je religija, če želimo tudi kapitalizem kot religijo dojeti. Njegova ideja niti ni tako osamljena, se zdi, izhaja iz nekega okolja, z nekega časa, tudi že v tem osnutku se referira na Maxa Webra, ki je malo pred njim, recimo dobro desetletje pred njim, podal prepričljivo argumentacijo, da religije imajo, oziroma da gospodarski sistemi, še zlasti kapitalizem, da pač izhaja iz nekih religijskih podlag, da pač iz tega sledijo, iz tega izhajajo. Ni tu vmes enačaja. Na kratko samo v Webrovi tezi, kaj je zanimivo tu za ta argument, predvsem kako prepozna neko paradoksalen prehod iz teorije v prakso. Tu bi naj ravno na tem bomo ves čas, ko bomo razmišljali o recimo teološkem značaju ekonomije, bomo ves čas videli, da gre ravno za paradoksalen odnos med teorijo in prakso. In ni bolj teoretične teorije, kot pač ta, ki jo Weber tu kot neko gonilo kapitalizma prepozna, torej predestinacijske stvarnosti. Torej, to je čista špekulacija, ni bolj nekonkretne, skoraj čista neka teoretičnost, rečemo tako. Ampak na drugi strani, torej, kot korelat oziroma kot posledica tega, je najbolj konkretna stvarnost, torej zdaj kapitalizem, tisto, kar ureja praktično vsak drobec, vsak puls naših življenj. In ta prehod od neke čiste abstrakcije v neko čisto konkretnost, ali pa rečemo tudi tako, od vere do neke recimo ontologije, do neke etike, ali pa od nekega verskega vzgiba do pač potem nekih dejanj, se zdi, da tu še vseeno nam ni čisto jasno, kaj se je zgodilo. Podobno, ker to gre res za enormno zadevo, pač, da se ljudje potem v takem številu, v takem nekem koncentriranem prizadevanju začnejo odrekati, pač taka enormna strast. Podobno kot ne vemo, kako so piramide
zgradili. Preprosto, enako čudno se zdi, kako se je kapitalizem sploh z vsem tem zagonom, z vnemo, z organizacijo, doslednostjo, z vso to razširjenostjo zgodil. In ja, odgovor je pač preprosto neka razumskega odgovora ni možno dati, pač, ker gre za neko versko podlago, gre za neko strast, gre za neko vzgib, povsem nerazumski, rečemo tako, pač, pa hkrati teoretski. Ampak ja, kako potem se iz samostanov preseli v vse, v obrtniške in tako strukture. Dobro so znane Weberove teze, tako da ne bomo o tem, ampak samo toliko, da pač razumemo, da je v tem obdobju ogromno, v tem tudi recimo zdaj začetek ali pa prva četrtina 20. stoletja v nemškem okolju je ogromno nekih teh razmišljanj. In ja, Walter Benjamin spada v to obdobje, v istem obdobju potem recimo Karl Schmitt prepozna teološki značaj političnih nekih, vseh političnih idej, konceptov, tudi k temu se bom potem še vrnil. Ampak tokrat pač ja, Benjamin v tem osnutku pač govori o tem, da gre za nek kult čaščenja kapitala, da gre za kult nekega čistega zadolževanja. Osišče njegovega argumenta je na tem dolgu zadolževanju in pa hkrati krivdi. To pač oboje, nemška beseda Schuld, zajema in mu omogoča, da pač to, kar vzamemo v banki, da pač tudi poveže, ali pa kako se zadolžimo do nekega subjekta, recimo, pač, ki nam posoja, pač enako seveda imamo krivdo tudi do čisto teološkem konceptu, do Boga, recimo, kot stvarnika. Pač, vseeno gre za neko absolutno dejanje, ki zadolžuje in tudi pač cel koncept greha se tu potem izpeljuje. In reče potem, da gre verjetno za najekstremnejše, torej eine reine Kultreligion, torej kultna religija, vielleicht die ekstremste, mogoče celo najbolj ekstremna, nekih je kadarkoli bilo. Torej, in ja, ta religija, potem, o kateri govori, je povsem prazna, skoraj nekih teorij, bi rekli. Nima ne teologije, nima ne dogme, ničesar ni, samo praksa. Zanimivo se tu potem ta osišče obrnjenje, pač gre za čisto prakso zadolževanja. Gre za prakso, ki pa pač proizvaja ta, rekli, krivdni kult. Nima, po drugi še ena od njegovih pomembnih tez, nima nikakršne olajšave, ni sprave, ni odrešenja, ni zveličanja, ničesar, samo pač pospeševanje. Seveda, tako kot vidimo pač v resničnosti, da pač, ko se začnemo ponavadi zadolževati, je zelo pogosto to kot neka spirala, ki ne vodi nikamor. In gre za neko religijsko zadolževanje. In pa pač v tem, da ni odrešitve, tudi pač seveda niti ne tolažba, ampak nek neskončni krog dolga, to pomeni, da gre za neko univerzalizacijo krivde in dolga. Po Benjaminu, se to, zdaj ga bom malo citiral, da se to izteka v vztrajanje do konca, do končne popolne zadolženosti, celo Bog bo zadolžen, pravi, doseženega svetovnega stanja obupa, na katerega še vedno upamo. Torej, to je celo neka mogoče žalostno upanje njegovo. In če lahko pomislimo, da je Bog takšne religije se lahko celo izpostavi, ampak le ko bo, in spet delni citat, izmenjena, ko bo krivda v zenitu. Ta razodetje, propad, apokaliptična scena, seveda se zdi, da pač samo uničenje ne prinaša nobenega razodetja.
Omenil sem zdaj pač ta, kako bi rekel, paradoksen preplet teorije in prakse, verske neke vsebine, rečemo tako, vsebine in potem, torej to, kar običajno razumemo kot teologijo, in potem nekih vzorcev vedenskih, ki jih proizvaja. In to razmerje, rečemo tako, med verovanjem in delovanjem, je zelo kompleksno in danes se mi zdi, da ga seveda pač tu na Zahodu gledamo predvsem čez perspektivo krščanstva, ki ima seveda poudarek na neki notranji veri, na neki notranji, še potem še bolj v protestantski izpeljavi je vera tista, ki edina šteje, ki edina odrešuje. Ampak, kakšna starejša, pa tudi kakšne druge religije, recimo tudi rimska državna ali karkoli, pač to nobenega notranjega pokoravanja ni bilo potrebno, samo pač dejanje žrtvovanja, participacije je tisto, kar je pač je veljalo za neko religijsko dejanje, za versko dejanje. In zanimivo tudi najdemo še vsake toliko, tudi recimo v judovstvu, recimo si ta nutricistična pravila in tako naprej, sploh pač v bolj ortodoksnih izrazih, se zdi, da je tudi ta dinamika malo drugačna. Recimo v krščanstvu pač je to zelo jasno, da gre pač za poudarek na verovanju in manj na delovanju. Delovanje seveda je lahko takšno in drugačno, lahko ima pač takšno in drugačno motivacijo, lahko je naključno, lahko jaz po naključju dobro dejanje, se mi po naključju pretvoril slabo ali pa karkoli. Tudi izidi so lahko zelo vprašljivi, intence so lahko vprašljive. Medtem ko tista vera, notranja, bomo rekli, skladnost ali pa notranja, to, kar pač potem tudi lahko z grškim izrazom teorija in potem z latinskim kontemplacijo, tisto notranje zrenje neka, pa tudi volja, predanost in tako naprej. To pa pač v nekih teh, recimo zdaj kapitalističnih religijah ni toliko pomembno. Najdel sem pri Blaisu Pascalu neko podobno, paradoksalno izpostavitev, ko pravi o tem, kako naj človek, ki želi verovati, veruje, pa ne more pač, ker to tudi sami ne vemo, vere tudi pač doktrinalno, vero pač lahko samo po milosti prejmemo, to ni nekaj, kar bi lahko človek sam proizvedel. Pascal pa obratno pravi, pač kar reče, oponašajte tiste, ki verujejo, hodite v cerkev, darujte, tako naprej. Torej, sama praksa, nobene notranje naravnanosti ne potrebujete, ampak sama praksa bo tu dovolj. In ja, potem imamo po drugi strani spet tiste skoraj vrhe krščanstva, recimo Avguštinov vek, ama et fac quod vis, torej ljubi in delaj, kar želiš, tisto delovanje skoraj je čisto derivativno, potem ko imamo notranjo vero, omenil sem sola fide in tako naprej. Ampak kapitalizem je po Benjaminu potem prva religija, ki odpravlja to dvojno naravo vernika, ki očitno torej ali pa lahko tudi ne veruje, hkrati pa bi želel varovati, o kateri govori Pascal. Še druga bolj zanimiva neka taka mogoče značilnost kapitalizma kot religijskega kapitalizma, kot slika Benjamin je, ta neka pravi, ni ne praznikov, ne delavnikov, pač gre za neko konstantnost. In kdo bi rekel, ja, se borze pa prenehajo za vikende delovati ali pa karkoli, ampak mogoče v tem svetu kriptoborz pa ni več nobenega res premora in je res neskončen prosti tok tega zadolževanja. In a je možna neka takšna religija, ki nima, bomo rekli zdaj, nobenih pozitivnih aspektov, torej ki človeka ne zatira, vsakega vsaj malo zatira, postavlja neka pravila, kaznuje, prinaša pa seveda tudi pozitivne elemente. To, kar Weber poimenuje kot neke odrešenske dobrine, recimo. Ta Benjaminova formulacija, torej kapitalizem, kot se danes vedno bolj kaže,
pa nima nobene lepote, slavja in tako naprej. Kje so viški potem, kje so vznesenost, to, kar so običajno dojemali kot sveto. Mogoče tu lahko potem zoprstavimo Benjaminovi misli tudi pač ideje nekega njegovega daljnega sodelavca, Georgesa Batailleja, ki je gotovo vsaj poznal to Benjaminovo tezo, ne pa gotovo je pa ni bral. Pač je pa znano tudi, da je on shranil, da mu je Benjamin pred svojim tragičnim koncem predal spise, da jih je shranil v Bibliothèque Nationale, kjer je bil takrat zaposlen. Tako da je on pač tudi odgovoren, da so ti Benjaminovi spisi preživeli. Ampak pogosto se ju slika kot neko opozicijo, popolno nasprotje, ker Bataille pa govori ravno, da je kapitalizem v bistvu kot popolno nasprotje religije. Tisto, kar je izčrpalo vso to sveto iz življenja. In da preprosto gre za neko golo preračunljivost, ki ne zna, bomo rekli, niti uživati na koncu, da je celo nek užitek izgine, ki je šele kakšno, bomo rekli, brezrezervno trošenje, žrtvovanje in tako naprej, ravno ali pa prazniki, slavljenje, ko se pač bolj troši, ki so pač tako značilni za religijske tiste neke izbrane dni v liturgičnem koledarju in pa pač so povsem odsotni v kapitalizmu, ker nimajo nobenega smisla. Bataille razlikuje potem med omejeno ekonomijo, ekonomijo resno, ta izraz praktično pomeni katerokoli ekonomijo, ki jo poznamo, politične ekonomije, marksizem, kapitalizem, karkoli. To so pač omejene ekonomije, ki so orientirane na produkcijo, na rast. Po drugi strani pa sam ponuja ali pa pač ugotavlja pač potrebno neko občo, splošnejšo ekonomijo, ekonomij general, ki pa seveda tudi s tem ugotavlja fundamentalno dejstvo, da ni problem manko, ampak više, kaj narediti z viškom, s tem presežkom, s tem, kar ne moramo več vložiti nazaj v nenehno vlagati nazaj v sistem, da bo rastel in tako naprej. In klasičen primer zanje je sonce, pač to potem vidimo, da ekonomijo razumeva zelo široko in seveda pravilno je tako, pač, da vidimo, da je ekonomija pač neka lahko tudi energetska, kozmična in tako, ampak sonce pač daje energijo, ki pač po čistem naključju malo pade, dajejo več, kot je potrebno in potem pač tudi v naših manjših ekonomijah pa še vedno pač uvidimo, da so neki elementi, ki so presežni in jih je potrebno žrtvovati. Pač to je njegova, sem malo tako pač preveč mogoče schematsko njegovo teorijo o tem prekletem ali pa odvečnem delcu, lepar modit, o tistih elementih, ki so, pač potem nažalost odvečnim jih treba žrtvovati. To je neka rituali, daritev, praznovanja, to so vse oblike neproduktivne potrošnje, torej nečesa, kar samo troši in ne investira nazaj v sistem. In religija po Batailleju izraža potrebo po porabi presežka, torej, ki ga je delo ustvarilo. Torej, imamo na eni strani delo, ekonomijo, karkoli, neko omejeno ekonomijo in na drugi strani religijo kot splošno ekonomijo, ki pač tudi se zaveda, da je treba tudi to, kar smo proizvedli, potrošiti in pa s tem na neki, bomo rekli zdaj, antropološki, energetski dimenziji, ne toliko teološki, Bataille se mi zdi predstavlja dober nek antipod tej Benjaminovi tezi. Ampak še bolj se mi zdi pomembno, kako sodoben pomemben misel Giorgio Agamben razlaga
razlaga in bere Benjaminovo tezo in ugotavlja, kako je na Zahodu nek način vladanja, upravljanja, kako je ekonomija postala dominantni način upravljanja na Zahodu, upravljanja z ljudmi. Govorimo zdaj v izrazu gubernalite. Torej, gre za božjo ekonomijo na nek način. Ne? Pač prepoznava teološki značaj, teološke saj korenine, rečemo tako, vseh teh nekih sodobnih konceptov, od tega ekonomskega načina upravljanja do potem po drugi strani to, kar smo prej rekli s Karlom Schmittom, nekih političnih teologij. In tu se tudi zanimivo, tudi George Agamben bolj postavi na drugo stran, se ne strinja toliko s Karlom Schmittom, da pa so mogoče do ene mere že, da so vsi politični koncepti neka, bomo rekli, sekularizirana različica teoloških konceptov. To je zelo jasno pri, recimo, suverenosti, ne, pri tej, odkje sploh izvira ta neka brezprizivna moč, pa ta pravica do izjeme in tako naprej. Ampak po drugi strani se Agamben bolj postavi na stran še enega pomembnega misleca, ki ravno te koncepte v tem obdobju in v tem prostoru, torej v Nemčiji, tam prvi četrtini prejšnjega stoletja, to je Erik Peterson, ki pa pravi, da je ravno ta politična teologija praktično nemogoč koncept v krščanstvu. Reči, možen je v judovstvu, možen je v poganstvu, ampak v krščanstvu pa ravno zaradi tega, kar potem Agamben locira kot nek vir ekonomizacije vseh sfer naših življenj, torej v nekih zgodnjih kristoloških debatah, to postane nemogoče. Torej, zakaj gre tu? Preprosto se zdi, da Petersonov argument je tu enostavno. Reče, da je trojica, torej dogma o trojici, rečemo tako, tisto, kar onemogoča kakršnokoli to politično teologijo, torej suverenost, neko monarhistično ureditev, samo neko, in to je ekonomija, ne? Ekonomija trojice, ekonomija neko, na eni strani imamo potem teologijo, kot seveda nauko o Bogu, in ta Bog je lahko pač obravnava to, kar razumemo kot monoteizem, ne? Krščanstvo kot monoteizem. Hkrati pa krščanstvo ravno se zdi, da ima neko dodatno dimenzijo, to pač se razkrije v zgodnjih teh kristoloških debatah, ki ravno zadevajo po eni strani Jezusovo mesto znotraj trojice, ne? In sam koncept trojice. Politični interesi v tistem obdobju so bili zelo jasno usmerjeni v to, da bi po kroju ali pa po vzoru te svetne oblasti en cesar, ne, in potem vse drugo pod njim, nihče mu ni primeren, tudi neko to, bomo rekli zdaj, božje osebe se postavile, torej temu rečejo potem subordinacionalizem, torej podrejenost drugih oseb, druge in tretje osebe, trojice Bogu. Pa ravno to je tudi arianizem, rečejo potem takšnem, po Ariju pa pač tudi drugi somišljeniki, ki so se za to zavzemali, torej bi lahko rekli zdaj za politično teologijo. Pa ravno to je potem na zgodnjih koncilih, na prvih dveh koncilih, torej v 4. stoletju, se ravno na drugo stran postavi cerkveno učiteljstvo in
odgovor je ravno ekonomija, neka, bomo rekli zdaj, notranje življenje trojice, enakost subjektov, neka dinamika, tudi koncept perihoreze, torej bi lahko rekli ples Svete Trojice, celo se to izpostavlja. Pa potem pa se to prenese na celotno ekonomijo odrešenja. Torej, Agamben je prepoznal neko zelo temeljno krščansko dogmo, ne, v sami tem, kako se pač potem čez zgodovino ta ekonomija razvija. Najprej govorimo, bom zdaj namenoma malo drugače rekel, ne, o ekonomiji, ne. Pač to je grški izraz, ki govori o, ki pač označuje, bom zdaj namenoma bolj simplistično, recimo neko pravila, ki so za neko gospodinjstvo ali pa za nek ognjišče, ne. Torej, zelo partikularno zakon ognjišča, rečemo tako, ali pa zakon nekega gospodinjstva. Potem pa zravno, ne, z to neverjetnim procesom globalizacije, ne, postane ekonomija tisto, kar govori o praktično vsem. Ne, gre za krog, z katerega se zdi ni možno izstopiti in tudi pač, ne, ima že neko ekonomsko logiko, je ta nomos, ne, zakon, ni samo za ekonomijo, ampak je kar bolj pravilno bi bilo skoraj, ne, vsaj pri Bataillu, pa tudi pač pri tem, kar razumemo danes kot kapitalizem, skoraj za neko globalno nomijo, ne, torej za globalni zakon. Ja, in iz zgodnih, ne, nekih zgodnih razprav, ne, zgodnih rab tega koncepta o ekonomije, ne, potem pač z razvojem krščanstva, ne, se tudi to potem v neko, kar potem rečemo providenca, ne, torej ta božja previdnost, ne, kako Bog deluje v svetu, ne. Ta, ne, zdaj koncept ekonomije, ne, ki je bil potem v nasprotje teologije upeljan kot neko notranje skrivnost trojice, bi lahko to poimenovali, je ravno tisto, kar potem ustraja, ne, čez vso zgodovino krščanstva kot vprašanje, kako je Bog navzoč v svetu, kako Bog deluje v svetu, kakšna je njegova vloga, kaj se zgodi, kakšna je njegova vloga pri tem, kar se zgodi, in seveda odzivi so različni, ne, recimo Calvin ne reče, da niti list ne odpade proti Božji volji in tako naprej, ne. Zelo zanimiva je recimo argumentacija Aleksandra Afrodizijskega, ki pravi, da Bog seveda za vse skrbi, njegova previdnost, ne, njegova previdnost vse predvideva že, ampak po naključju, ne. Torej, kot da bi zdaj v nekem gospodinjstvu reče, se tudi miške hranijo, ne, iz mize, ampak samo po naključju, ko nekaj pade iz mize. Pač ko gospodar, recimo, ali pa družina je za mizo, potem po nekem čistem naključju to ureja tudi celoten, bomo rekli, ekosistem. Torej, to je takšna neka stopnja, ne, razvoja tega koncepta. Potem Agamben skoraj da preskoči, se zdi, da je najbolj očiten, ne, kako pač, recimo neka ta genealoška analiza pojma ekonomije in tudi pač razvoja kapitalizma bi gotovo se lahko bolj pomodila, ne vem, pri 14. 15. stoletju, ko kar naenkrat ne se zdi, da pohljeb ni več tako grozen greh, kot je prej bil, ne, prej so pač tudi kot najhujši greh bil večkrat označen, potem pa se kar kot nek bolj sprejemljiv vzgib, ne, začne pojavljati. Tudi pač ta posojanje, ne, takrat postane sprejemljivejše, ne, in seveda, ne, skoraj znova gre za zelo detaljne terminološke inovacije skoraj, ne, kaj vse takrat cerkveno učiteljstvo postori, da le ne uporabi tega koncepta, izraza uzura, ne, torej oderuštvo, ne,
da je vse drugo posojanje. In ja, nekaj nenavadnega se dogaja ravno s posojanjem denarja. Se ne govorimo o ničemer drugem tu. Če jaz recimo posodim knjigo, ne bom pričakoval, da mi nekdo še 10 novih strani vrne potem zraven noter, ali pa če posodim lopato, ne bom pričakoval, da bo z daljšim ročajem prišla nazaj. Ampak ko posojamo denar, pa pričakujemo, da je pa pričakovano, da pač se posoja z obrestmi. In te obresti so tisto, kar pač se v 14. in 15. stoletju seveda potem tudi hude ekscese, skoraj pač bi lahko rekli neke neverjetne razcvete. Po eni strani tudi pač tega rimskega bogastva, potem pač poznamo to zgodbo s protestantsko reakcijo, ki je seveda več kot upravičena in bi še danes mogoče neko legitimnosti lahko pripisovali. In ja, že v zgodnem krščanstvu, pa se pač to je Agamova pomembna teza, se zgodi ta razkol med regnum, med nekim kraljestvom in ekonomijo, med upravljanjem. Torej, po eni strani imamo transcendentno, nevidno suverenost Boga, to je pač ta Bog, vladar. Po drugi strani je pa imanentni Bog, Božja ekonomija, lahko rekli temu. Torej, ekonomija, način, kako Bog upravlja svet in zgodovino preko urejenega reda, mogoče preko zakonov, angelov in končno, kot sem že omenil, preko milosti. In ja, pač, zdi se, da ti dve paradigmi, različni, imata seveda zelo pomembno konsekvenco. Po eni strani imamo pač to, kar smo rekli, začel mogoče ravno, na eni strani imamo teorijo in na drugi strani imamo prakso. Bom zdaj preskočil iz teh tez v bolj aktualistično, mogoče v sodobnem digitalnih denarnih procesih, kaj za njih drži, ki je njihova, bomo rekli, teološka, filozofska teža, ali kako jih lahko beremo. In ko o tem govorimo, moramo gotovo začeti z dogodkom iz 15. avgusta 1971, ko je administracija Richarda Nixona odpravila tako imenovani zlati standard. Predtem so bankovci predstavljali, bi rekel, samo nek potrdilo o tem, da pač je na drugi strani zlato, torej za $1, 1 gram zlata, to je bila trajna valuta določena. In tudi na bankovcih je dejansko pisalo, recimo Banka Anglije zagotavlja, da bo nosilcu tega bankovca, tega papirčka, da mu bo izplačala vso to in potem pač v teži, koliko bo prejel. To je bilo še, to je veljalo za 19. 20. stoletje, pač ko smo na bankovcih imeli celo zapisano jamstvo, pač da nosilec tega, podobno kot, recimo, da oddamo garderobo in potem s tistim vemo, da bomo lahko na koncu tisto pravo vrednost prevzeli. Tisto, kar ima intrinzično vrednost, pustimo zdaj v strani, koliko je zlato res vredno, ampak pač ima tudi neko uporabno vrednost, po drugi strani pa seveda bankovci tega nimajo več. Čeprav zanimivo, Walter Benjamin potem v tistem osnutku navede neke, kako bi rekel, izhodišča za nadaljnjo raziskavo in reče, da ga zelo zanima tudi to zbirateljstvo bankovcev, kako pač ravno neka ta smešnost udre noter v sicer zelo resen kapitalizem, kako zbirateljstvo, videz bankovcev, torej še neka dodatna, to mogoče to, kar potem druge govori zelo slavni njegov koncept aura, kako je aura. In kaj pa danes lahko potem pomislimo, ko imamo te, kako bi rekel, meme coins in tako naprej, ker pač sicer gre za nesnovni denar, ampak nekaj, s česar se naročujemo, nekaj, kar je smešno.
Po mojem gre za eno od preživetvenih strategij, ne, se zdi, da pač že danes zaradi vseh teh dušečih razsežnosti, no bom malo še mogoče uprizoril, pa pač se moram, mogoče bi že na začetku mogel pojasniti, zelo schematsko tu razmišljam, daleč od kakšnega eksperta, zelo daleč opazujem, tako zelo slabo informiran, se mi zdi, da smo bolj kot ne vsi, no, skoraj da, o tem, kaj se dogaja s nekimi temi zdaj visokofrekvenčnim trgovanjem in tako naprej. Ampak ja, se zdi, da ravno z neko to odpravo zlatega standarda, ko potem ni več neke omembe zlata na bankovcih, nobene omembe zamenljivosti, ne, ampak so le še mogoče besedila o zakonitem, da je to zakonito plačilno sredstvo in tako naprej, ne. Se zdi, da je zelo pomembna neka poanta ravno zato, no, ker pač poskušamo razumeti kot stopnje zaupanja, ne. Predtem smo imeli vseeno poroka, smo imeli neko banko, ki je za to jamčila, ne. Zdaj pa po drugi strani, seveda, za nacionalne valute še jamčijo neke tudi nacionalne bančne inštitucije, tako naprej, ampak za kakšne druge zdaj, kot so recimo zdaj te digitalne kriptovalute in tako naprej, tu pa res samo še, bomo rekli, neka čista vera, ne. Ni zanemarljivo, ne, seveda, da ta grški izraz pistis, ne, ki v novi zavezi označuje vero, versko dejanje, pa ne toliko v tem smislu, ki sem ga prej orisal kot neka notranja, mogoče skladnost s kakšnim naukom ali kot prepričanje, ampak bolj kot zaupanje, ne, bolj ta zaupanski vidik je pri tej pistos. In to se v bančništvu, ne, odraža, ne, tudi potem še v sodobni grščini, ne, se zdi, da lahko najdemo recimo trapeza tes pisteos, ne, to je kreditna banka, ne, pač preprosto, to so zdaj verske inštitucije, ne, na nek način, tudi pač ta credo latinski je pač, in vsi ti zaupanski procesi so tu zelo navzoči do te mere, ne, da potem bomo rekli, koncu zlatega standarda Agamben reče samo, ne, ker lahko reče, da imamo vero v vero, ne, odtlej. In ja, Benjamin, ne, zaključuje svoj razmislek z neko podobo zajedavstva. Reče, da je zgodovina krščanstva v bistvu zgodovina njegovega parazita, ne, torej kapitalizma. Da je pač parazit, ne, vidimo, hrani se s teološkimi strukturami in tako naprej. Ne. In potem pač Agamben pravi, da je ravno ta koncept profanacije, ne, mogoče, da ravno mogoče demitologizacija kapitala in tega, da bi bila potrebna. Ampak to se zdi danes, ne, pri tem nesnovnem denarju, ne, pri digitalnem nekem, ko pač se zdi, ne, da drvimo tudi v to neko brezgotovinskost, ne, in da, kot sem rekel, zdaj te valute, ki nimajo neke centralne inštitucije, ne, da borze so zdaj digitalne in globalne, ne, res neke zanimive procese lahko opažamo, ki so tudi blizu mogoče temu, kar je Benjamin izpostavil kot proces, ki na nek način se tudi osvobodi človeka že v končni fazi, ne. Recimo, to sodobno trgovanje, ne, ko smo imeli to visokofrekvenčno, high frequency trading, ne, investirajoči subjekti tam pogosto držijo pozicije samo za delčke sekund in tako naprej, ne, ker se zdi neverjetno, ne. Se zdi, celo pride lahko do mikrozlomov, ne, to rečejo flash crash, ne, zlom trga, ne, se zgodi in potem se tudi pozdravi. To se v tako drobnih nekih časovnih enotah, torej sekunda, dve mogoče še manj, ne, ko potem gledamo graf in vidimo, da je pač vrednost strmoglavila, ne. In tu so zdaj procesi, kjer človek ni več niti nikakor ne potrebujejo človeka in se zdi, da so se že osvobodili od človeka, torej gre za neko robotsko trgovanje, hkrati z zelo konkretnimi konsekvencami, seveda. Vsi mislimo zdaj, kaj pa mene to zanima, saj jaz nimam denarja, ampak v
uloženega v te špekulativne, visoko volatilne valute in tako naprej, ampak na nek način smo vsi v tem, že pokojninski skladi, vemo, da tudi, če smo zavarovani ali pa karkoli, tudi banke same, že vedno bolj grejo v to smer. Torej, imamo vsi na nek način, smo tudi naše premoženja, kolikor pač majhna ali pa velika, ni tako bistveno, ampak so v to vpeta. In ja, tu pride, tudi se zdi, da še Agamove teorije niso toliko na mestu, ampak še bolj v neko to poststrukturalistično misel verjetno treba iti, kakšen Baudrillard, ko govori o hiperrealnosti, torej v nekem fazi, ko simulakar res nima niti več referenta, ali pa mogoče neke te breztemeljne ontologije, in mogoče ta tudi teorija spektakularnosti, ki jo Guy Debord poda, se zdi, da tu lahko samo še spremljamo ta spektakel finančni, lahko opazujemo ta vzlom trga, recimo, lahko opazujemo, kapital postane samo še spektakel. Še nekatere bolj bizarne neke elemente tega sodobnega finančnega poslovanja, recimo, na kratko bom omenil samo še QE, ta quantitative easing, to gre za kvantitativno sproščanje denarja. Po letu 2000 se dogaja, da pač centralne banke, recimo Evropska centralna banka ali druga, ustvarimo denar. Ampak to ni več tako, kot smo si do zdaj še nekako predstavljali, da natisne denar, ampak samo ustvari dobesedno digitalno vnos v bilanco stanja, ustvarja, kupuje finančna sredstva, potem državne obveznice, korporativne obveznice, tudi hipotekarne vrednostne papirje. In tu vidimo, da denar ni več vezan na kakršnokoli fizično realnost. Gre za institucionalno odločitev državne, centralno-bančne strukture, potem denar deluje kot znak, signal, jezik moči, po drugi strani čista družbena fikcija, diskurzivna, politična, finančna ekonomija tu prevladuje nad realno, cene finančnih sredstev, delnic, nepremičnine recimo se zelo posledično potem dvigujejo, ampak plače, recimo, če sem zdaj zelo konkreten, ali pa realna proizvodnja, seveda ne. Dobički se koncentrirajo pri tistih, ki že imajo kapital. Kapitalizem se potem hrani s strahom pred propadom, to je zelo znano. Namesto, da bi dopustili krizo, so očiščevalni elementi, torej celo se umetno vzdržuje. Zaupanje je potem orodje oblasti. Duhovni voditelji sistema se zdi, da manipulirajo z besedami, ustvarjajo na nek način, gre res za neko, skoraj pri kriptovalutah je tudi enako očitno stvarjenje ex nihilo, zahteva vero v inštitucijo kot v božanstvo. Po drugi strani pa popoln nihilističen akt, priznanje, da realna vrednost ne obstaja več, obstaja le upravljanje videzov, vzdrževanje igre znakov, ki nimajo nobenega več trdnega referenta. In denar je potem pač tu verski element. Kapitalizem, sistem strahu, nadzora, ekonomija, psihologija množic, tako quantum easing, torej kvantitativno sproščanje denarja, deluje predvsem preko pričakovanj, kot na primer slavno je bilo, ko je Mario Draghi, takratni predsednik Evropske centralne banke, leta 2012 rekel, naredil bomo vse, kar je potrebno, torej citirane besede. In pač z besedo je takrat bomo rekli, ustvaril neko ekonomsko resničnost. In po tem, koncu zlatega standarda in še bolj po letu 2000 so to digitalizacijo, sodobna, vidimo, kako tudi tehnoznanost vstopa v to, bomo rekli zdaj, visoko religijsko stvarnost. In potem se zdi, da ravno seveda to v teoloških terminih
sovpada s smrtjo Boga na nek način. Ne. To, kar pač potem ni naključje, da ravno v tem obdobju v ZDA se teologija smrti Boga izoblikuje. In enako kot je pač Bog v nekih teh sistemih tisti garant, ne, za tist, ki daje znakom neko legitimnost, ne, ki jim daje nek smisel, izhaja vse iz njega, ne, in je tisti trdni, ne, temelj, Aristotel reče, negibni gibalec v krščanski teologiji je tisto, kar pač tudi vse nosi nek pečat, sostvarstvo, ne, diha njegov dih na nek način. In potem ne, se enako pač kot nivec zlata, ne, v zadju res samo krožijo samo še znaki brez kakršnekoli reference. Ne. Nimajo nobenega pečata, nič ni več v zadnji za tem kroženjem. Pa bizarno, ne, kot pač, zdaj, to je filozofem, ne, pač samo v filozofiji ima kakšno težo ta koncept smrt Boga, ne, se kje druge, tudi v teologiji, no, rečemo še tako, ampak pač po smrti Boga religije še naprej, ne, to je postsekularna teza, ne, ki o tem tudi tu malo zagovarjam, še naprej prosperirajo, celo nek razcvet religiji se lahko kje prepozna. In enako z ekonomijo, ne. Po koncu tega zlatega standarda, ne, jamstva, po koncu, ne, vsega jamstva se ekonomija dejansko doživi razcvet, ne. Pač to, kar je danes, je hiperekonomizacija, ne, to se trguje več kot se kadarkoli. Niti ljudje niso več upleteni v trgovanje, ne. To je zanimivo, ne, da pač bolj, ne vem, človek bi obratno pričakoval, bi mislil, da pač bolj neka tehtna, utemeljena, ne, organizacija, ne, ki potrebuje manj vere, ne, da bo bolj delovala, ampak se zdi, da ravno s to neko čisto špekulativnostjo, da potem ekonomija doživi razcvet, podobno kot pač se zdi tudi religija. Zdaj za sklep, ne, bom šel še bolj nazaj v neko predkrščansko misel, recimo se mi zdi, da pa hkrati to zaznamuje skoraj vse te kritike sistema, ki pač ugotavljajo, ne, da tako kot Aristotel, ne, ki pravi, da družba temelji na pravični menjavi, ne. Pač to je iz politike zdaj navaja. Ne, menjava mora služiti dobremu življenju, ne, eudaimoniji, ne, mora imeti nek smoter, ne le koristnost. In v prvi knjigi politike pravi, ne, cilj gospodarjenja je življenje, ne pa bogatstvo. In potem takem, ne, če ekonomski sistem se izrodi do te mere, ne, da škoduje skupnosti, da ne služi več človekovemu blagru, bi mogla biti naloga politike in pač seveda tudi etike, torej celo neka moralna dolžnost, da se ga spremeni ali pa odpravi. Tako bi sklepali, ne. Ampak kako zdaj odpraviti nek totalni sistem, ne, nekaj, kar dojemamo kot totalnost, resničnost, ki ne potrebuje nikakršne realne odpore več, ne, ampak ki še vedno deluje bolj resnična od vseh drugih resničnosti, ne. Kakšne so možnosti za reformacijo zdaj, ali pa celo neko heretično negacijo? Vrnil se bom zdaj k Agamnovim tezam, samo za sklep, ga bom tudi še navedel. On potem prepozna v patristiki ravno neko figuro, ki pa ponuja, ki ravno neko protivtežje, pa neko funkcioniranje ekonomije zagotavlja. Gre za brezdelnost, ne, ki je pridržana samo Bogu. Šabatizem, ne, praznovanje, nedelnost, ne, podobno, tu smo blizu temu tudi, kar Bataj govori, ne. Pač gre za neko negacijo dela. In demistifikacija in profanacija se lahko zgodi seveda, da ozavestimo, do božanstva vzpostavimo zdrav odnos in distanco, ne, mogoče zaustavitev trgovanja. Bom za sklep prebral zdaj še nek navedek iz tega odličnega Agamnovega dela o kraljestvu in slavi. Pravi tako, človek se je posvetil proizvodnji in delu, tu uporabi izraz laboru, kjer je v svojem bistvu popolnoma brez dela, opera. Torej,
ker je šabatistična, sobotna, bi lahko rekli, ali pa nedeljna žival par excellence. In tako kot lahko stroj teološke o ekonomije deluje le, če v svoje jedro vpiše doksološki prak, v katerem se ekonomska trojica in imanentna trojica nenehno in liturgično, torej politično gibljeta, vsaka prehaja v drugo, tako deluje tudi vladni aparat, kjer je v svojem praznem središču ujel neoperativnost človeškega bistva, pravi George Agamben. In s tem pridemo do sovpadanja neoperativnosti in slave. Skrivnosti krščanstva, da je samo Bog neoperativen, človek pa se lahko dotakne svojih najlastnejših temeljev le v šabatizmu, kot pravi. In nadaljujem s citatom iz iste knjige, pravi, zato lahko razumemo bistveno funkcijo, ki jo je tradicija zahodne filozofije pripisovala kontemplativnemu življenju in neoperativnosti. Prava človeška praksa je šabatizem, ki s tem, ko specifične funkcije živega naredi neoperativne, jih odpre za možnost. Kontemplacija in neoperativnost sta v tem smislu metafizična operaterja antropogeneze, ki z osvobajanjem živega človeka njegove biološke ali družbene usode dodelita tisto nedoločljivo dimenzijo, ki smo navajeni imenovati politika. In ja, od tu lahko vidimo, zakaj je za Agambna, kar v drugih delih potem izpričuje, idealni model te neoperativnosti, kontemplacije, pesem, poezija. Poezija je namreč lingvistična operacija, ki ni produktivna in ne more biti vpeta v proces vladanja, obvladovanja in ekonomije. Hvala lepa za pozornost. Hvala za to izčrpno, globoko in zelo zanimivo predavanje. Predlagam, da imamo nekaj diskusije, seveda vabim vas k vprašanjem, ki ne bojo pa seveda mogoče na začetku krajša, zato da imamo več možnosti intervencij. Tako da vabim najprej prvega, ki bi je vprašal, pa bo dal tudi mikrofon, da se bomo slišali. Hvala za zelo zanimivo predavanje. Zanima me bilo slišati na koncu tudi nekaj besed, kako nekako praktično se odzvati na to stanje. Mogoče bi se vprašal, ali je ta raba izraza vera ali pa religija v odnosu do kapitalizma do neke mere izrazito ali pa ima neko negativno konotacijo, češ da gre za neko nereflektiranost ali v tem smislu razumem, da je hkrati povezano z nekimi praksami, v tem smislu ne bi lahko mogli prevesti samo v neko ideologijo, ampak ja, to bo eno vprašanje. Drugo pa, kaj je po vašem mnenju, kako vse to umestiti neke konkretne, recimo temu alternative v smislu tradicionalnih religij, kot denimo katolicizem, ali so lahko jih beremo kot neke dejanske, uporne točke tej logiki vse splošne izgube referentov, še posebej v navezavi na to, da recimo je nek centralni referent, še posebej v katolicizmu, bolj kot v kakšnem protestantizmu, ravno to, da obstaja referent, evharistični, recimo je referent Božje telo, kruh, evharistija, ali so lahko tudi to ene take izvorne, pa v končni fazi učinkovite, realne, oporne točke, mogoče to nekaj istočnic.
Iskrena hvala za podrobno poslušanje. Jaz sem tudi sam že tako si malo zastavljal to, pa ne vem, nisem prišel do kakšnega dobrega odgovora, ampak eno je res najprej prvo vprašanje, da gre pač za gotovo pri Benjaminu, tako pač to je zastarelo, to je nerazumno, ne, to je koncept norosti, celo to je kompulzivnosti, ne, tako kot pač opazujemo pri kakih vernikih, ne, se ne razmišljajo samo kot avtomati, ne, da so pač verski neki uslužbenci, ne. In to ni bil ravno moj namen, ne, ampak je jasno, da če rečemo danes, ne, tudi za politične stranke rečejo, ne, da imajo vernike, da imajo pač, ne, se reki, ja, pisti, zaupajo pač, mogoče pač in programu ali karkoli, ne, ampak se vidimo, ne, tudi pri nas mogoče še tudi, ne vem, mogoče tudi na razsvetljenskem zahodu se ta argumentacija je zelo dolgo uporabljala kot slabšalno, ne, pa se zdi, da danes ravno ne, potem ne prepoznamo pa, ne, da še sami še bolj, kako preko tisto slabo plat religij, ki je seveda nekritičnost, seveda po eni strani je krasno zaupati, ne, in je, bomo rekli, nek vrh človeških odnosov, ne, da pač se predamo, zaupamo, da tudi ne rabimo dokazov, ne, da pač lahko tvegamo, ne, verski skok, da se lahko odločimo, da smo zavezani, sakramentalnost, ne, celo odločitev. Po drugi strani, ne, pa se zdi, da ko imamo pa neko strogo poslovno okolje, ne, ali pa ko imamo neko distribucijo bogatstva, ne, je pa takšna praksa, ali pa ko imamo, kaj vem, ne, celo pač konkretna, zelo konkretne neke konsekvence, ne. Smo pa lahko verski samo pač, če si oči zatiskamo in gre pač verjetno tudi na nek način za ravno ta aspekt, ne, da ne želimo niti videti, ne, da bi želeti imeti verski odnos tam, kjer niti ni primerno namen, ne, se ravno to je ta škandal, ne, kako se bomo rekli, ne, kapitalizem, ne, ki je pač čist simplistična, bi lahko rekli, distribucija, ne, urejanje nekih medialnih odnosov, ne, potem, da z nečesa tako, bomo rekli, banalnega, ne, potem gradimo neko religijo, ki pa ima seveda pač nekaj bolj, bomo rekli, sofisticirane resnice, pa tudi pač govori o transcendenci in o stvareh, ki jih ne moramo poznati. Po drugi strani pa ja, no, zdaj, mi žal, da nisem sam dosti bolj poudaril, ja, da pač seveda nihajo, ne, ti izrazi, ne, pač je za nekoga religija dobro, za nekoga slabo, ampak pač jaz sem tu poskušal vsaj malo neutralno ali pa pač nisem pa dovolj se zavedam definiral. Po drugi strani pa jaz se strinjam, ne, da pač danes ravno te tradicionalne religije delujejo subverzivno, da delujejo pač kot herezija, ne, gotovo pač, ne, v nekem kapitalizmu, ne, ki pač, če je to dominantna religija, če tako gledamo, ne, potem so tiste neke druge, so pač zvedene na neko bodisi krivoverstvo, ne, herezijo ali pač celo ne, kako odpadništvo, ne, ali pa celo pač kaj takšnega, kar je ne, se tudi že dogaja, ne, skoraj, ne, kar rečejo danes teroristično dejanje, ne, včasih so pa pač rekli, ne, schizma, ne, razkol, ampak je takšnega, ne. Tako da, ja, hvala, no, za obe vprašanji, nisem imel dovolj niti časa, pa to pač bom pa še malo naprej o tem razmišljal, no, tako da. Hvala. Janez Klicker, bivši knjižničar, to je bilo vse zelo zanimivo. Jaz bi samo na dve, tri stvari opozoril, ko sem jih spomin grede med ostalimi nekako opazil. Poglejte, ko je šlo za delitev feodov, so šli po razdelitvi feodov, recimo na Koroškem, so šli v crkvu. Obvezno, to ni bilo, da bi lahko to ukinili, je bilo treba. Zanimiva mi je tudi misel kasneje tega
kaj je z lastnino? Lastnina, prav on, uči misliti. Bistruje razum. To je en vidik. Potem na ameriškem denarju je pisal In God we trust. Ali pisali, verujemo v Boga. Glede poezije se je na koncu menil, bi pa povedal en primer, ki mi je zaradi zadnje dni padel v oči. Vsi verjetno poznamo lepo dalmatinsko pesem Vela Luka. Vela Luka, draga, ne zaboravi. To je prava poetska pesem, ker je nastala na osnovi strahu avtorja realno za ljubezen. Tista ženska je odšla nekam in je bil prestrašen, kaj bo zdaj. A bo vse brez nje, brez prihodnosti in tako naprej. Torej, ampak to si čutimo, recimo pri tej pesmi, ne vem, jo poznate verjetno, taka lepa Vela Luka, Vela Luka, draga, Arsen, Oliver Dragojevič je pel, ali pa Jasna Zlokič, gledate na internetu, Vela Luka, jo pa se najde takoj. Se pravi, je to najlepša hrvaška pesem, se pravi prava poezija in dejansko čutiš, če večkrat, torej, ampak pri tem je problem v tem, da to vsi čutijo, ampak avtor te pesmi, ki jo je napisal dejansko v dopisovanju s tisto žensko, s katero se je pogovarjal, ne dovoli izvajanja te pesmi. Čeprav jo vsi hočejo slišati. Razumete? Celo Oliver Dragojevič jo ni smel posneti. Jasna Zlokič, njegova someščanka, jo ne sme posneti na plošči. Se pravi, kako je torej izvrednost te prave poezije? Kot zanimivost. Ja, hvala lepa. Zanimivo, ki sem posledil. No, hvala za vaše misli, se mi zdi pač zanimivo. Od seveda zgodovina je polna nekih teh paradoksalnih kombinacij, to glede teh avtorskih pravic, pa to, kar ste pomenili, je pa pač ja, malo mi tako pač ravno me spominja, kako se pač mogoče sveto rojeva, potem z neko prepovedjo, petja, pa izvajanja, pa posnemanja, tako naprej. Ja, tem, ki bi radi prodajajo to. No, se Dovoljuje domačim klapam, medtem ko tem komercialnim pevcem pa ne dovoli. In je zmeraj celo Dragojeviča ali pa tisto Zlokičevo, ki so someščanke, je tožil, na vsak javni izvedbi, avtor. Da se nam preč oddelili od religije. Kaj bi bil pa bolj ta zlati standard religije, recimo malo provokativno, kaj bi to bilo, pa recimo, kaj bi če religija neka bolj piramidna schema, kaj provokativno, če so vse zdaj pač označenci se gibljajo z razumom in zdi, kako bi bilo s tem recimo? Ja, kar sem jaz, tako pač ena od možnih interpretacij je ravno pač smrt Boga, odsotnost recimo, to, kar potem rojeva teologijo. Tako kot pač pred zlatim standardom se zdi, da smo imeli nek embrio kapitalizem skoraj, pač glede na to, kak razcvet zdaj doživlja, sploh ta špekulativni kroženje. Tako pač je tudi, ko je bil še Kristus, recimo med učenci niso nič skupaj spravili, nobene teorije, nobenega razmišljanja, nobenega, bomo rekli, tudi pomnika, nobene umetnosti, ničesar. Se mi zdi, da ravno odsotnost tega lahko še razproži neko pristno religijskost, se zdi. Podobno kot dokler imamo zlato, seveda, pač ni ekonomskih nekih motivacij. Ne vem, kot da bi neke duhove skoraj spustili, se zdi, to pač opisujejo kot čudež, seveda, kako so Bobinkošnji
bomo rekli, neki zelo nekompetentni učenci potem takšno neko organizacijo ali pa pač neko disciplino, ne, kot je teologija, pa vsaj pri Pavlu, ne, ki seveda niti nikoli bomo rekli zdaj v tem posedoval zlata ali karkoli. Lahko je še jaz eno stvar vprašam? Odlično ste povedali in razložili problem kapitalizma in temeljev ontološke, recimo teološke in tako naprej znotraj zahodnega sveta. Ne? Kapitalizem, kot vidite, je svetovni, globalni proces. Ne? Zdaj, ali je ena šintoistična Japonska, ali je ena konfucijska Kitajska, ali je ena Indija, hinduistično-budistična Indija, ali lahko svojo orientacijo kapitalistično. Te dežele, ki se mi zdaj dobijo, so hiperkapitalistične, da se razumemo. Ne? Zdaj, ali jih opirajo na svoje lastne tekste, kot ste vi poskušali, ali je zahodna ekspanzija tako močna, da je kapitalizirala cel svet. Hvala. Hvala, ja. Tudi to sem imel v ozadju razmišljam, kaj se zgodi s to vrednoto, splošni ekvivalent, reče Marx, kako je pač to možno, to neko prevedljivost, seveda znotraj krščanstva, imamo mogoče malo različne potem denominacije in tako naprej, ampak je neka, bomo rekli, ontološka ista podlaga. Ampak da pač gre za ta uspeh, globalizacija popolna, da pač je ekonomija zdaj tisto, kar zanimivo, kakšen šok so doživljali, kakšni ti osvajalci, ko pač so videli, da njihove ti maliki, recimo zlato ali pa karkoli, pač, kjer nič ne šteje, kjer nič ni vredno. Ne vem, jaz bi rekel tako, da pač je, kot rečejo nekateri avtori, pač saj Derrida in Nonsista uporabljala latinizacija, torej da gre za neko vseeno ta latinski, krščanski način, ki se globalizira, ki postane pač uniformen po svetu. To zdaj preko seveda kakšnega imperializma in vsega tega, se to zgodi, je čisto drugo vprašanje, ampak in tudi vprašanje misionarskih nekih misli in kulturacij, kako je to sploh možno, kaj se vse zgubi s temi procesi, kaj se ohrani. Se mi zdi ravno ta parazitski značaj, ki Walter Benjamin izpostavlja pri kapitalizmu, da je pomemben, da se lahko pač parazit seveda potem tudi na kakšne druge sisteme pripoji zlahka in zažre in lahko tudi prav vzame kakšno drugo, to bomo rekli zdaj, mutacijo ali karkoli. Tako da bi rekel, da se strinjam s tem, da pač gre za neko krščanske korenine, ki pa danes seveda so se povsem že prilagodile tudi na zelo različne tradicije in koncepte. Hvala lepa tudi za to. Tudi vam hvala. Hvala lepa, pa bi potem zaključili ta večer. Hvala vsem za obisk.